Torej, jaz bom govoril predvsem o SNOS-u in njegovi vlogi v kontekstu ljudske oblasti. Najprej naj rečem to, v osvobodilnem gibanju sta sočasno prihajale do izraza dve tezi. Ena je splošna teza, torej splošna težnja vseh udeležencev narodno-osvobodilnega gibanja, da se po vojni ne bodo obnovili stari odnosi. Drugo je bila posebna težnja komunistične partije, da znotraj gibanja obdrži nadzor in že med vojno pripravi izhodišče za revolucionarni prevzem oblasti po sovjetskem vzoru. Zato je razvoj ljudske oblasti potekal predvsem pod vplivom komunistov. Nas so pa, kot ste videli, precej vplivale jugoslovanske razmere. Tukaj je pomembnejša vloga jugoslovanskih komunistov in vrha morda kot pa slovenskih, ki so bili bolj pripravljeni na neko dogovarjanje. No, ampak bistveno pri vsem tem je pa to, da nihče znotraj narodno-osvobodilnega gibanja ni nasprotoval revoluciji. Kar je bilo glede na predvojno stanje tudi logično, samo revolucija se je pojmovala različno. Rekel bom še več, glede socialnih ciljev povojne ureditve med ustanovnimi skupinami osvobodilne fronte, tudi med Kocbekovimi krščanskimi socialisti in komunisti, ni bilo kakšnih velikih razlik. Ne morem iti v podrobnosti, ampak tu je vprašanje nacionalizacije premoženja in cela vrsta drugih stvari, kjer so se strinjali. Razlika je bila predvsem v tem pojmovanju sovjetskega vzora, ki so se mu komunisti potem na cinku malce tudi odrekli, in med nekim širšim dojemanjem, torej revolucije. Se pravi, revolucija da, sovjetizacija v takem smislu, kot je bila izkušnja bivše Rusije, ne. Torej, politična in oblastna funkcija, to je druga pomembna zadeva, politična in oblastna funkcija, kar ste lahko seveda videli tudi skozi druge referate, sta v vrhu osvobodilnega gibanja bolj ali manj, ali vsaj zelo dolgo, ostajali isti. Vrhovni plenum OF se je septembra poimenoval tudi v Slovenski narodno-osvobodilni odbor, v njem so bili predstavniki vseh skupin, vključenih v osvobodilno fronto. Tudi to smo že večkrat slišali. Julija 1942 je izvršni odbor osvobodilne fronte ustanovil Narodno-osvobodilni svet za osvobojeno ozemlje s poverjeništvi za splošno upravo, finance, sodstvo, prosveto, propagando, kmetijstvo, prehrano in za zvezo z južnoslovanskimi narodi. In te resorje so prevzeli člani izvršnega odbora. Kidrič je to razglasil za začasno demokratično ljudsko vlado, katere obstoj bo odvisen od načrtovanega zbora od poslancev narodno-osvobodilnih odborov, torej Kočevskega zbora, ki so ga takrat pojmovali še malce drugače. Uporaba izraza vlada se je potem še nekaj časa ohranila, spremenili naj bi jo po pripravi volitev in sklicu zbora od poslancev, ki se je takrat šele načrtoval. No, okrog te vlade je bilo sicer precej polemik, Kardeljo je imenoval za operetno in da Slovenci znova prehitevajo in da hočejo imeti vse v vrstnem redu in po škatlicah in tako naprej. V bistvu pa, če analiziramo natančno njegove tekste, vidimo, da je bil pravzaprav ponosen, ker so ga imenovali za ministra za zunanje zadeve v tej vladi. Na terenu se je nova oblast gradila postopoma, odvisno od razmer, pa tudi od tega, kako so se na posamezne poteze odzvali v jugoslovanskem vodstvu. Vzpostavila se je pa ta celotna struktura odborov
od najbolj osnovnih do pokrajinskih in drugih. Najbolj organizirana je bila seveda ljudska oblast v osrednjem delu Slovenije, kjer je no, zdaj sem pa jaz tudi isto naredil. Kaj moram bojem? Sam Puščica. Prosim? Sam Puščica. Sam Puščica, aha. Ja. Torej, najbolj je bilo osvobodilno gibanje organizirano v osrednjem delu Slovenije. Tukaj je prihajalo do spremembe lastninskih in družbenih odnosov. Zemljo, katere lastniki so bili okupatorji ali narodni izdajalci, so na osvobojenem ozemlju delili kmetom, ali pa je postala, recimo temu, državna na Notranjskem. V osnovi so lastninske odnose puščali nespremenjene. So pa nad tem, kar se je kmetijsko proizvajalo, delitvijo pridelkov in tako naprej, so torej imeli nadzor. Je pa prihajalo tudi do posameznih revolucionarnih izpadov, ampak to so ti kmetje sami, zlasti hlapci, dninari in tako naprej. Klevaš, recimo, je tak primer, kjer so grad zažgali in izropali, s tem socialnim spominom na vse krivice, ki so se jim zgodile. Ker so za te stvari so skrbeli, so imenovali komisije prav iz teh slojev. Torej, nova oblast je na osvobojenih ozemljih delovala, sicer s pomanjkljivostmi, in je bila med prebivalstvom dobro sprejeta. In tudi življenje je potekalo dokaj normalno, dokler ni prišlo seveda do teh partizanskih ekscesov oziroma napak, kot so jih imenovali. In to je v resnici postavilo na preizkušnjo zaupanja in graditev ljudske oblasti. Zlasti pa seveda njegovo širino. In teh negativnih posledic ni bilo mogoče v celoti odpraviti do konca vojne, vemo pa, da pravzaprav na nek način obstajajo, puščajo sled, še zgodovinsko sled, še danes. Torej, tukaj je postala po teh napakah, ki jih vodstvo priznalo, hotelo kaznovati krivce in tako naprej, čeprav je v bistvu so oni samo bolj dobesedno vzeli tisto, kar je vodstvo samo načrtovalo v nekem obdobju. Torej, po tem obdobju so bile vse politične sile usmerjene v to, da se torej zaupanje obnovi, ampak to je trajalo precej dolgo. Damjan Guštin, kolega, je prej omenil ta vojaški vidik, eden od ciljev pravzaprav je bil ta vzpostavitev ljudske oblasti, in je trajalo vse leto in pol še, da je v resnici spet bilo to zaupanje, vsaj v ljubljanski pokrajini, zgrajeno nazaj. Po kapitulaciji Italije je na osvobojeno ozemlje prišla večina članov vrhovnega plenuma OF oziroma Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora. In izvršni odbor je potem imenoval upravno komisijo za osvobojeno ozemlje, ki jo je vodil sekretar Bogdan Osolnik. Najbrž bo Mirko kaj povedal tudi o tem obdobju. In ta komisija je imela 8 odsekov. Delovala je, torej neke vrste, pogojno lahko rečemo vlada, delovala je od srede septembra 1943 do srede marca 1944, in to v zelo težkem času te verjetno največje nemške ofenzive na slovenskem ozemlju, ki se je začela septembra 1943 in je potem trajala več mesecev. Ofenziva je seveda delovanje komisije, pa tudi siceršnje delovanje političnih organov precej skrčila, še posebej na Primorskem, to smo tudi že slišali pri tem vojaškem referatu. Kljub temu so septembra 1943 ustanovili Narodno-osvobodilni svet za Primorsko na Vogrskem.
In vrhovni plenum je potem razglasil priključitev Slovenskega Primorja k Združeni Sloveniji, kar je seveda bilo tukaj na višji ravni, da tako rečem, ponovljeno in potem še enkrat na AVNU-ju. Primorska je imela sploh vrsto posebnosti in bi tukaj na nek način zaslužila poseben referat, ker tukaj gre za prvič socialna razmerja, gre za kolonat, recimo, ki je specifičen. Drugi problem, ki je zlasti pomemben, je soočanje ljudskih oblasti z drugimi oblastmi, z oblastmi, ki jih je vzpostavil nemški okupator. In seveda tudi z ostanki italijanske oblasti, ki so jih morali Nemci pustiti zaradi oblikovanja cone za Jadransko primorje. Tukaj je prihajalo potem do problemov, ker so Nemci sedaj igrali na te mednacionalne razmere, dopuščali ponekod slovenske župane, občinske svete, začeli odpirati slovenske šole in ponujali občinam racionirano preskrbo, če se seveda podredijo okupatorski oblasti. Na drugi strani pa Osvobodilna fronta, so pa njeni organi, seveda zahtevali, da se to ne stori, ampak niso mogli zagotoviti preskrbe. Tako da je bila tukaj izjemno kompleksna situacija, ki je temeljila na politiki nacionalnega izigravanja, ker naj bi tudi izgnali Italijane, so obljubljali Nemci in tako naprej. In hkrati so pa Nemci igrali na dve karti. Skušali so pridobiti partizansko stran, obenem so pa ustanavljali domobranstvo na Slovenski narodno-varnostni zbor. Tako da so bile oblasti, v tem partizanske oblasti, v tistem trenutku v zelo težkem položaju, je pa v glavnem bi lahko rekli bojkot te nemške uprave potem na koncu ostal. 19. oktobra 1943 je bil obnovljen Pokrajinski narodno-osvobodilni odbor za Primorsko, ki je bil ustanovljen zlasti v tem širšem konceptu, torej možnega pričakovanja izkrcanja zaveznikov v Jadranskem zaledju. 15. septembra, torej po kapitulaciji Italije, je 155 od poslancev za vse primorske, med njimi tudi 3 duhovniki in predstavniki Beneške Slovenije, iz Trsta v Veliki Lazni v Trnovskem gozdu izvolilo Pokrajinski narodno-osvobodilni odbor za Primorsko. Tam so bile navzoče tudi anglo-ameriške, sovjetske misije in predsednik je postal France Belk, ki je s tem avtomatično prišel tudi v najvišji vrh, v izvršni odbor in igral sicer pomembno vlogo. Ta odbor je potem deloval vse do Pariške mirovne konference oziroma pogodbe leta 1947. Torej, naslednja faza, o kateri smo pravzaprav danes največ govorili, je Kočevski zbor. Zato vse, kar je bilo že rečeno, seveda tukaj ne bom ponavljal. Bi pa tukaj postavil nekako v ospredje SNOS in njegovo predsedstvo. Slovenski narodno-osvobodilni svet se je, kot je znano, sestal na prvem zasedanju 19. februarja 1944 v Črnomlju. Torej, tukaj je že šlo za fazo prilagajanja jugoslovanski organizaciji nove oblasti. Tisto, kar smo slišali prej, kjer se je odpirala vrsta dilem. No in ena je torej povezana tudi z
SNOS-om. Ker SNOS naj bi v bistvu postal ali imenoval neke vrste, torej Slovenski narodno-osvobodilni svet, se pravi narodno viječe po jugoslovanskem vzoru, ki bi bilo pravzaprav vlada. Ampak SNOS do tega ni prišlo, iz pragmatičnih razlogov so ohranili SNOS in predsedstvo tako, kot so ga koncipirale slovenske oblasti in ga niso torej prilagodile jugoslovanski formi. In SNOS je na tem prvem zasedanju sprejel neko listino, ki je običajno malce prezrta, je pa v političnem razvoju pomembna, in sicer deklaracijo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta o temeljnih pravicah in dolžnostih državljanov. Tudi ta se je pripravljala dalj časa v različnih kontekstih. Njen namen pa je bil, da se opredelijo splošne socialne in politične pravice bodoče države, bodoče slovenske države, torej pravice, za katere se bojuje slovenski narod. To so zakonitost, enakopravnost, ne glede na spol, narodnost in raso, svoboda vesti, govora, tiska, zbiranja in združevanja, nedotakljivost osebnosti in stanovanja, pravica do dela, oddiha in starostne preskrbe. Torej, nekateri seveda splošni, drugi pa precej daljnovidni. SNOS je potem, kot vemo, deloval do svojega drugega zasedanja in razpustitve 9. in 10. septembra 1946 v Ljubljani, in do izvolitve ustavodajne skupščine je potem v njegovem imenu delovalo predsedstvo ali v zadnji fazi po sovjetskem vzoru prezidij SNOS. Torej, značilnost predsedstva SNOS-a je, da funkcije niso bile ločene. To smo videli skozi ta celoten razvoj ljudske oblasti. Se pravi, gibanje kot politika, politični del gibanja, oblastni del gibanja in tudi zakonodajni del gibanja so se tukaj v predsedstvu združevali. Torej, predsedstvo SNOS je imelo svoje odseke, torej danes bi rekli ministrstva, organiziral se je izjemno hitro in učinkovito, torej predsedstvo je praktično obvladovalo vsa glavna področja, na vedno več osvobojenega ozemlja, šolstva, kultura, gospodarstvo, finance, vključno s tiskanjem denarja in tako naprej. In torej, kot rečeno, ta oblika oblasti se je ohranila in slovenski politični organi so zavrnili idejo o preoblikovanju v nekakšno vlado po jugoslovanskem vzoru. Nacionalni komitej osvoboditve Slovenije, kot naj bi se ta vlada formalno imenovala. Torej, v času še 5 minut imam še, ali 3, v času prvega zasedanja SNOS-a je bilo vodstvo prepričano, da se bo vojna končala že leta 1944. In zato je sicer želelo ločiti oblastne funkcije od izvršnih, in zato so bile razpisane druge volitve v Narodno-osvobodilne odbore v času vojne, ki so bile izvedene v vseh slovenskih pokrajinah, razen na Koroškem in v Prekmurju. So pa seveda potekale različno, kot je tudi povedal že kolega Godeša, potekale so z eno kandidatno listo, to je z listo OF, vendar z več kandidati za posamezna mesta in možno je bilo tudi dodatno dopisovanje kandidatov na volilne listke. Kriteriji, po katerih so izbirali kandidate, so znani, so tudi poudarjani v različnih
govorih, ne, in pravzaprav izhajajo iz dela za skupnost, ne pa, kot je to napisal Kidrič, iz neke želje po političnih privilegijih. Ne. No, vojna se ni končala, ne, in zato je pravzaprav to vodenje ostalo nespremenjeno. Ne. Kljub volitvam, torej so se te politične funkcije še vedno združevale. Prvi odločilen res je bil narejen tik pred koncem vojne, 5. maja 1945, ko je predsedstvo SNOS v Ajdovščini imenovalo Narodno vlado Slovenije. Vodil jo je Boris Kidrič, kot vemo, v njej so bili predstavniki vseh ustanovnih skupin in prvič v slovenski zgodovini tudi ženska, Vida Tomšič, ki je postala ministrica za socialna vprašanja. To ni bila propagandistična poteza, Vida Tomšič je bila v resnici ena od vodilnih revolucionark narodno-osvobodilnega gibanja in je seveda do te funkcije prišla skozi svoje zasluge, da tako rečemo. Drugače je pa točno to, kar je povedal Ciril Ribičič glede ženske udeležbe. Slovenija je bila konzervativna, tudi partizansko gibanje, nas se ni moglo kar spremeniti. To je bil proces emancipacije, ki je trajal potem še vsa povojna desetletja. No, naj končam s tem. Vloga SNOS in njegovega predsedstva je bila mišljena prehodno. V resnici pa je bila za načrtovanje in organizacijo povojne Slovenije ključna. In zlasti imam v mislih tukaj dolgoročno načrtovanje. Ljudem, ki so v tem na kratko opisanem procesu prevzeli odgovornost, ni šlo za oblast. Šlo jim je, kot so takrat rekli, za stvar, da prihodnjim rodovom ustvarijo mir, dostojno življenje, socialno, politično in pravno enakopravnost. V suvereni Sloveniji ne bo več hlapčevstva, ne tuji in ne domači gospodi. Slovenija gre lahko samo še naprej, vsaki naslednji generaciji bo bolje. To je bila nekako osnovna misel. V SNOS-u, njegovem predsedstvu in ljudski oblasti, danes seveda komaj da kdo kaj ve. V kontekstu slovenske zgodovine 20. stoletja in njenih političnih elit pa bom tvegal oceno, da je tedanja oblast še v razmerah okupacije videla in načrtovala daleč najdlje in naredila za slovensko družbo prelomne spremembe. Po prvi svetovni vojni tedanja vlada SLS v Ljubljani ni vedela niti, kaj od ozemlja bo prišlo v Jugoslavijo, niti kako bo Jugoslavija organizirana, niti kakšen bo položaj Slovencev v njej, niti ni imela pri tem nobene ali skoraj nobene besede. Ekonomski pogled je segal do tega, kar je načrtoval Milko Brezigar, brez zavesti, da obstaja Prekmurje, v prepričanju, da bo Slovenija segla do Šmohorja, z odprtim vprašanjem, kaj bo s Trstom in Goriško, ter organizacijo kmetstva skozi zadruge, razlastitev tujih posedstev in neko osnovno preživetveno strategijo. Domet predvojnih političnih elit je bil po 20 letih še vedno pretežno kmetijska, revna in zaostala Dravska banovina, brez politične in z neformalno kulturno avtonomijo. Na drugem koncu zgodovinskega loka so Demosove oblasti dobile razvito republiko z vsemi državnimi in gospodarskimi atributi, svojo banko, letališčem, jedrsko elektrano, razvitim kliničnim centrom in kulturo, ki je simboliziral Cankarjev dom, in skoraj 100% družbeno lastnino države. Pa niso videle čez osamosvojitev, ki naj bi bila nekakšen višek slovenske zgodovine. Razen splošnih obljub, želje po oblasti in ilustraciji ter grabitve premoženja s pomočjo denacionalizacije in privatizacije, niso imele nobenega načrta. Tistega, ki jim ga je pripravila zadnja socialistična vlada Dušana Šinigoja, pa so zavrgle. Temu so sledile tudi vse
po Demosove vlade. Torej, brez načrta, ljudje z vizijo so na pokopališčih, je govoril Drnovšek in podobno. Torej, Snos in njegovo predsedstvo sta še v vojnih razmerah načrtno zastavila ureditev Slovenije, ki se je v veliki meri uresničila in Slovenijo pripeljala do moderne industrijske in nato postindustrijske družbe. Nove ljudske oblasti so znale dolgoročno in strateško oceniti zadeve. Koncept, ki so ga zastavile, se je dinamično spreminjal, a je zdržal in se razvijal 45 let. Še nadaljnjih 30 let pa ga je neka druga politična elita razprodajala. Hvala.